Že ravno meniš to igro, ne? Opazil sem, da nisi samo influencer na socialnih omrežjih, ampak imaš tudi svoj stream, ne? Ja. In na teh streamih Let's Player si? ja, igraš igre in pa tudi predstavljaš oziroma delaš neke timelapse svojih Tako artov. 50-50 vam probavam imeti. Imam, da včasih rišem, včasih pa igre igram. Zdaj sicer malo manj rišem, ker imam malo problema z, ne vem kaj je, z mojim OBS-om ali s tablico kaj. Zdaj imam na zadnjem čase težave, da vsakič, ko streamam art, pa ure bo vredi, moče 15 minut, skoraj uro, pa se bo disconnectal mi OBS. Ampak naj tisto disconnectal, da bo nazaj pol čez čas prišlo. To je bilo prej. Zdaj prav, da bi bo na računalniku cel internet ven vrglo in ne bo prišel nazaj. In edini option, da lahko da popravim, to je samo, da računalnik izklopim in ponovno začnem stream. Se da kot en stream, ko končaš, se ti na več različnih naredi. In annoying je potem, ker imaš potem viewer count in pol ti vrže ven stream internet in moraš ponovno. Uporabljaj svoj internet tank. Ja, vedno. In pol moram na Instagramu razlagati, kaj se je zgodilo na storijih. In nove linke dajati konstantno. In je annoying. Zato zdaj, ker preko igre igram, pa nimam problemov dobenih. Tako da zato zdaj bolj igre igram, kot pa rišem. Tukaj ne popravim tega problema vsaj. Kaj pa špilaš? Različno ful zdaj. Welcome to the Game sem igrala, tu sem po moje najbolj piskala, to ker sem se dobesedno strašila, I screamed. You gotta watch it, imam stranjen video. Tudi tvoje, to je tako najbolj strašna igra, ko si igrala? You want to watch Ashy Wolfie scream. Če bi bili moji takrat... dali link spodaj. Če bi takrat bili moji doma, bi po mojem gledali, hey, calm down, you okay? Imaš prav svojo streaming sobo, imaš kaj posebej Svojo sobo imam navadno. It's just a normal Imam room. tisto starter thing, ko nimam prav mikrofon, imam headset z mikrofonom, to imam pa en monitor računalnik, kovnica. Najbolj smešno mi je, in to je mogoče spet spicy take, ampak ko vidiš neke streamere, ki imajo 2 viewerja, ampak njihova soba je tako audio, soundproof, advanced, ledice, najboljši mikrofon, full različnih kadrov, pol imaš 2 viewerja. In eno teh si ti. To je tisti standard, ko hočeš začeti pa biti perfect. Ko začneš, ne rabiš več vse perfect, lahko imaš vse basic stvari, tako imam jaz tudi. Ljudje pozabijo, da moraš biti entertainer. Entertainer ne postaneš, ko kupiš... Entertainer ne postaneš, ko kupiš opremo, entertainer comes from you. Poglej, ne vem, Tyler One, he has a fucking headset. Zato me vedno skrbi, ko streamam, če sem dovolj entertaining, ker meni mi je vedno ni mi važno zdaj, kako bo moj stream izgledal, pač, ker overlays to večkrat spreminjam, upgradam čez čas, pa tudi nimam najboljši mikrofon, ampak imam šum je neki noter konstantno, tam filter preko, da se ne čuje, fixed, problem fixed, all okay. Ampak sem vedno tisto, am I entertaining enough, ker zabavala bi jih rada in imam specific content, ko bi ga rada delala. Kot VTuber. Se v bistvu priznam, da sem, je do vas že probo, ne vem, tako streamati, live streamati, karkoli igre ali pa karkoli. Jaz sem preveč introvert za to. Technically smo imeli mak pogovor takrat. Za Omiko. Morali bi začeti te podcaste streamati na Twitchu, da imaš live in video, kasneje Live and After Dark. Sem res, lahko bi imel za obletnico 24-hour stream. Charity stream. Drugače, enkrat sem probal streamati, tako pač sem si naštimal pač streaming igre, pa prav, ne vem, kamero nase, pa neko igro, ne. Probal se na par narediti, pa priznam, da je to kar stresno. To prvič, ko sem prvič začela streamati in sem šla za artom, ti sistem nisem imela dobenih problemov, thank God. Prvič, jaz sem bila nervous, I was shaking. Ker sem bila tako, to je zdaj prvič streamam, koliko jih bo, nisem pričakovala, da jih bo dosti ljudi, pričakovala sem moče 1, 2, da bo ta prišla, tisto, I had my expectations in reality, tisto, ko začneš pa malo streamaš. Tako sem imela jih vsaj 5 ali 7, prvič sem bila tako surprised, bila tako, še chat je bi bolj aktivn, ko sem pričakovala, da bo, ker sem mislila, da bo bil dead. Iz prve to. Ja, večino poslušam skozi, da moraš imeti average view 3% ali nekaj takega. In 3% from...
na Twitchu, you have to have average views of 3 point nekaj, Glede na- 3%. Od tvojega to? followera. Ja, pač ne, odvisno, koliko ljudi da pride noter, to recimo, če ti zdaj pride približno med 3 pa 4, tako da se grejo vun pa pride noter, bodo dal tak na sredini toliko neki je advantage. Retention rate. Ja. In vem, da so ogromno, ko sem gledala, kakšne tipe on how to improve stream, sem gledala, kako dosti ljudi struggle, da ostanejo med en average view ali pa dva average viewa. Jaz sem bila easy dobila 3-4 average viewe v 2 streamih. Ja. To je bil zih Marko spet, eden izmed tako kot Jaz sem pri vedno Keksu. na Asheville streamih, ampak včasih sem tako kot tretji monitor. Ampak je zanimivo. Tretji monitor. Bral Tretji razredna. sem statistiko, da na Twitchu, I think 99% vseh uporabnikov je na 1% streamerjev. Ali pa še manj. A ja, to, Ja. Tako da ja. Veliko ljudi, ki je gor, se pravi 99%, streama nič ljudem. Ali pa enemu. Moraš biti, Ja. moraš biti včasih manjšem številu. Ja. malo tak Makes sense. skills, pa moraš biti lucky, da dobiš attention tudi. Zato, Ma si ja, moraš, saj. zato ni Twitch na tisto, ker se moraš graditi občinstvo, moraš se izven drugih socialnih mrež graditi. Že Zato konkurentno tam 10, dobiš ja. viewerja. 10 konkurentnih gledalcev, pač se mogoče ne zdi veliko, ampak si že v top, sounds- top procentih. Ne? Ma ja. Ja. Tako da je pač precej težko v bistvu najti neko tisto. Prvo moraš najti nišo, I guess, nek svoj audience, ne? In zakaj bi audience ostal, ne? Potem tisti retention content. Ne? Moraš se potruditi, biti entertaining. Zdaj sem mislila, kako bi imel za to problem, bo ali ne bo, ker talking to all the time mislila sem, ali bo ali pa ne bo problem, ker tako ali tako se že, ko sem sama doma, po moje skoraj vsak dan sama s sabo menim po ure, 2, ko da zdaj nekoga govorim, ali pa ko da streamam Monolog, to ja. besedno. Ne na takšen način. Ampak ne, da bi me prav nekdo gledal. Ja. In sem bila tako, ok, to je either mi bo ratalo, da bom lahko, ali pa mi ne bo ratalo. In sem imela, ko sem gledala že prej, kako moram kaj delati, ok, bo vredi. Surprising mi je že v prvo ratalo, da sem lahko skozi govorila, ker vem, da sem dosti čula, da po pol urah niso več vedeli, kaj govoriti. Jaz sem lahko že 1 uro pa pol sem govorila. Pa če mi je kaj zmanjkalo, sem govorila, kaj delam, pa nekaj v procesu risanja, kaj zdaj delam, zakaj tako delam. Magari sem random noises delal, tisto ali pa anything. Verjetno. Make a noise. Najdeš in between content. Ja, ne. ne, So you heard it, verjetno je make a lažje, noise. če dejansko delaš na nečem, kar je engaging, Ja. se pravi risanje, igre. Ne? Če gledamo tem med gamingom pa risanja, lažje je gaming streamati, ker tam se lahko govoriš, kaj delaš Ja, v igri. bolj engaging, You can ne. overreact, recimo si tak, you can make jokes, vidiš kaki item v igri si tak, that looks like this. I accidentally made something like that, a joke zdaj v zadnjem streamu. Ampak tudi verjetno sama komunikacija s publiko je pomembna, Ja, ne, s zdaj chatom. moraš vedno paziti, kako publiko imaš. Zato, zdaj, ker malo gledam, tudi my account is a little bit dead. Zato imam engagement malo probleme in sem zdaj večkrat razmišljala, kaj če restartam z novim contentom, da imam prav, ker znam večino publike iz gacha community še stare. In kaj če res startam novi account, da naredim sam VTubing, pa da nove pa ne povem gacha community, da sem se res startala. Except if they find me, tako ok. To je tisto Greš na- razmišljanje. Razmišljaj, šuraj noti, ker lahko probam in če mi nasve, lahko vedno grem nazaj na moj old account. Greš na slovensko anime skupnost, pa slovenščini potem streamaš. I very